Najbolj napeta tekma je bila prav na zadnji ledeni ploskvi med britansko in kitajsko mešano dvojico. Britanca sta povedla s 5-1, v drugi polovici dvoboja pa je sledil preobrat za zmago kitajskega para z 10-5. O napeti tekmi članica britanske ekipe v mešanih dvojicah Joanna Butterfield. We started so strong and I think we showed them that we can bring a game to them, which is Zelo dobro sva začela in povedla, pokazala sva, da se lahko enakovredno kosava s kitajsko dvojico. V drugem delu tekme sva se preveč lovila in izgubila nadzor nad kamni. Pobudo sta prevzela Kitajca in zasluženo zmagala. Ostajam optimistična. Če se pozneje vnovič pomerimo, vem, kaj morava storiti za zmago. Hopefully, if we get to play them again, we'll know what to do next time. Curling je igra, ki je še najbolj podobna balinanju, le da se pri tej igri težke nabrušene kamne, kakor jim pravijo tekmovalci, na ledeni ploskvi bliža v tarče, imenovane hiše, na nasprotni strani igralnega polja. Pri običajnem curlingu pometu smer in hitrost kamna uravnavata tekmovalca, ki pometata oziroma gladita ledeno ploskev. V parašportni različici na vozičkih pa tekmovalcev, ki to počnejo, ni. To ob dejstvu, da parašportniki nastopajo v sedečem položaju, je tudi največja razlika med običajnim in curlingom na vozičkih, razlaga Joanna Butterfield. So yeah, in wheelchair curling there is no sweeping. V curlingu na vozičkih ni pometanja. To je ključna razlika z običajnim curlingom. Zato je met toliko bolj pomemben. Zadnji stik s kamnom je pri metu, kjer je treba paziti na pravo smer in na moč meta. V običajnem curlingu se vse to uravnava s pometanjem in glajenjem ledu, da kamen pride do želenega cilja. Na vozičkih vse to opravimo že pri metu. As opposed to being able to sweep it into position in the able-bodied game. Zanimiv je že sam met, saj si tekmovalec ali tekmovalka pomagata s podolgovato palico, katere konec se pritrdi na ročaj kamna. Sogovornica je nadalje ob mojem izkazanem zanimanju pripovedovala tudi o taktiki, kako je treba začeti igro in zakaj kamne usmeriti po zunanjih straneh ledene ploskve. So the ice has got little bubbles on it. Ledeno ploskev pred tekmami poškropijo, zato ni popolnoma gladka. Te neravnine vplivajo na smer poti kamna. Strategija je metati bolj strani in tako, da se kamen potem pomika proti sredini hiše. Curling na vozičkih ima pri mešanih dvojicah v primerjavi z mešanimi ekipami, ki so sestavljene iz 4 tekmovalcev, še eno zanimivo in edinstveno pravilo. 2 kamna sta v polje postavljena še pred prvim metom. 2 kamna sta vnaprej postavljena, zato poskrbijo prireditelji tekmovanja, ki prej skrbno pregledajo tudi ledeno ploskev, kje je ta bolj zglajena in kje manj. Mi pa moramo poskrbeti za svoje kamne, da bodo našli cilj. To pravilo naredi igro še bolj dinamično od samega začetka. Tekme mešanih dvojic, ki so novost na paraolimpijskih igrah, so bile toplo sprejete tudi med navijači, pravijo Michael, Nikola in Ališa iz Glasgowa. I only just started following it because my friend does it, but I went to a game today and I thought the tactics were really interesting. Really enjoyed it. It's very tactical and it's a mixture of tactics and skill to get into the house and onto the spot, but avoid your opponents being able to do the same. Oh, definitely. It's more exciting to have the dynamics of male and female. It's good. Michael si je curling zaradi prijatelja ogledal prvič in se navdušil nad taktično globino. Nikola je dodala, da šport ob taktiki krasijo še veščine tekmovalcev, ki morajo kamne približati v hišo na točno določeno mesto in obenem to preprečiti nasprotnikom. Njena prijateljica Ališa pa je pristavila, da so tekme dvojic z dinamiko tekmovalca in tekmovalke še bolj zanimive. Vsi skupaj pa so me ob omembi pogovora z njihovo predstavnico opomnili, da sem o curlingu kramljal z eno od ikon britanske paraolimpijske odprave v Italiji. Joanna Butterfield je namreč v preteklosti v atletiki nastopala na poletnih paraolimpijskih igrah. Tako je Joe, kakor ji pravijo navijači in prijatelji, naknadno predstavila svojo športno pot. Zelo rada imam atletiko, vse življenje se ukvarjam z njo, vendar so mojo disciplino oziroma kategorijo črtali z iger v Parizu. Nisem želela obupati. Da bi ostala športno aktivna, sem začela pogledovati proti zimskim športom in pristala v curlingu. So I looked around and asked the question of where I could go next and I found curling.
Bila je zelo uspešna. Športnica rojena v Yorkshireu v Angliji, ki se je pozneje preselila na Škotsko, je legenda britanske paraatletike. V metu diska in kija je na največjih tekmovanjih osvajala odličja, njen največji uspeh pa je zlata kolajna v metu kija z iger v Riu de Janeiru. V tej disciplini bi morala nastopiti tudi pred 2 letoma v Parizu, a so jo črtali z tekmovalnega sporeda, zato je v rojstni deželi curlinga našla novo strast. So being predominantly in Scotland, from in the UK, it's based in Scotland, so it's where I live. Odločitev za curling ni bila težka. V Veliki Britaniji je zelo priljubljen šport, še posebej na Škotskem, kjer trenutno bivam. Imam odlične pogoje za trening. Curling je v prvi vrsti miselna igra, pred vsako tekmo moraš zares natančno pripraviti strategijo. Obenem je ekipna igra. To predstavlja poseben izziv zame in je pravzaprav popolno nasprotje s prejšnjo športno panogo, saj sem v atletiki nastopala sama. Tu se moram ujeti s partnerjem. I enjoyed it at the time, but having a partner in mixed doubles now, it's kind of helped. Cilj uspešne in simpatične sogovornice, ki jo je z rožnato obarvano pričesko nemogoče zgrešiti na ledeni ploskvi, je odličje tudi na zimskih paraolimpijskih igrah. Yeah, absolutely. We started with Absolutno. Cilj je zlata kolajna, čeprav sva eno tekmo izgubila. Za uvrstitev v izločilne boje pa bo pomembna že naslednja tekma. tomorrow, and hopefully we'll make the playoffs. Želja se ji po nedeljskem pogovoru na teh igrah ne bo uresničila. Joanna Butterfield je s soigralcem Jasonom Keenom včeraj izgubila ključni tekmi za uvrstitev v polfinale proti italijanski in korejski dvojici.